Dober večer vsem skupaj na današnji diskusijski razpravi, katere, kako bi rekel, vzrok ali pa posledica je ta zbornik, ki je pred vami oziroma si ga lahko gledate v preddverju dvorane in ki je nastal kot pobuda, ko smo pred dobrimi, oziroma ideja je nastala, ko smo pred dobrimi 4 leti pri našem inštitutu začeli s serijo tematskih razprav sedanjo za prihodnost. V tem obdobju je naš inštitut organiziral različne konference, kot so Avtoriteta in demokracija, Razvoj demokracije v Ljubljani in Zagrebu, potem mednarodno konferenco Foruma za humanistiko, ki smo ga ustanovili leta 2005, hkrati smo pa redno, mesečno skozi to obdobje vodili te tematske razprave in do danes se jih je nabralo že 24. Morda se še spomnite, dobre 2 leti in pol nazaj smo v nekako podobni zasedbi sedeli za tem omizjem, ko smo govorili o družbenem konsenzu in pravzaprav vse skozi se je, skozi te razprave, konference, nekako peljala med nami ena misel, da moramo pravzaprav iz razmisleka, kaj se z nami dogaja, narediti korak naprej. In iz tega razmisleka je potem letos pomladi nastala ta pobuda, ki smo jo podpisali tukaj mi 4, Stane Granda, Dejan Komel, Jure Zupan in Miha Brejc, ki je na žalost danes odsoten, z upanjem, da bomo na to naše vabilo k spoprijemu z razmerami in razmerju v Sloveniji dobili nek odziv. Nismo vedeli, kakšen bo ta odziv, enostavno smo rekli, poskusiti treba in rezultat tega odziva je 25 avtorjev, ki so oddali svoje poglede na to vabilo, ki je tudi uvodoma v knjigi predstavljeno. Danes smo tukaj, da pravzaprav v eni diskusiji predstavi še vsak svoj dodaten pogled na to temo, o kateri smo se odločili, da o njej govorimo, in pa predvsem zato, da začnemo, tako kot bo tudi Dejan potem naprej razložil, s spoprijemom, ne pa s spopadom. Tako da, če dovolite, bi samo v uvod povedal to, da bomo vsakemu izmed sodelujočih dali priložnost, da na kratko pove svoj pogled, svoj premislek in potem upam, da bo tudi neka diskusija, ki naj bi to, česar smo se lotili, tudi nadgradila. Hkrati pa že za naprej nismo zaprli vrata za nov zbornik, za nov premislek. Jaz upam, da se bo ta udeležba avtorjev množila, da bomo lahko z večjih področij nadaljevali to razpravo in da bo ta razprava konec koncev morda tudi slišana. Saj namen razprav je, da se sliši, ne pa da se jih skrije v neko skladišče in potem te čakajo na nič, da tako rečem. Tako da, prosim, Dejan, če lahko ti kar nadaljuješ in da potem, da nam ne zmanjka časa. Morda samo še to, nekateri od avtorjev so se upravičili, eni zaradi službenih, eni zaradi družinskih obveznosti, 2 pa še čakamo. Tako da, hvala. Ja, lepo pozdravljeni. Torej pred 3,5 leti smo se srečali skoraj v isti zasedbi, oziroma veliko tu prisotnih je takrat stopilo v ta diskusijski krog, ki je imel namen, da spregovori o možnem družbenem konsenzu, predvsem pa, da odpre družbeno diskusijo. No, takrat je bil ta naš sestanek potem pospremljen z nekim člankom v Nedeljskem dnevniku, ki je zelo na čuden način pamfleta to omizje obravnaval. Zdaj ne pričakujem po 3,5 letih, da bo to kaj bistveno drugače, če sem malo oster, bi pa
poudaril, da, in to tudi naj bo zahvala vsem avtorjem, ki so se odzvali, da seveda so v zborniku predstavljena individualna osebna stališča. To jaz bi kot glavno odliko tako teh tematskih srečanj kot samega zbornika ocenil prav to, da skuša vsak iz svojega vpogleda, s katerim se lahko tudi ostali ne strinjajo ali kakorkoli, zajeti to, kar se mu zdi, da se danes dogaja v Sloveniji in seveda tudi v vseh vidikih, v katerih je Slovenija danes svetovno umeščena. Zdaj tisto, vodilo, ki bi ga lahko tu izpostavil v tej diskusiji, ki smo jo odprli in ki je tudi nekako v naslovu zajeto spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, nekako poudari to dvojnost razmer in razmerij. Torej to, kar nam tudi mediji vsakodnevno tako rekoč servirajo, koliko to premeljamo ali ne premeljamo, koliko lahko reflektiramo ali ne reflektiramo. In tej drugi točki je bil za nas problem. Večina nas, ki se ukvarja z intelektualnim delom, ima tudi potrebo seveda, da zavzame določena stališča, ki pa, mislim, da v tej situaciji trenutno v Sloveniji, torej trenutno gre za celo poosamosvojitveno obdobje, ne prihajajo do izraza. Zdaj, eden ključnih razlogov, čemu je tako, torej sami avtorji jih navajajo celo paleto. Torej, jaz sem jih strnil nekako v to opredelitev, da je celotna, bi lahko rekel, družbena reprodukcija argumentov, refleksija in vsega tega v Sloveniji nekje zajeta v nek primež tistega, kar smo imenovali bodisi kulturni boj, bodisi politično izigravanje in kar povzroča pravzaprav nenehno perpetuirano stanje, torej nekega spopadanja, tako da znotraj tega ni mogoče pravzaprav priti do zadevnih problemov. Zdaj, ali je to inštrumentalizirano? Verjetno, da je. Ampak tudi to tvori en sam problem po sebi. Kakorkoli to gledamo, to je nekaj, kar nam pravzaprav preprečuje, da bi iz nekega zatečenega stanja prišli v položaj, da bi sploh formulirali situacijo. Torej, sam sem skušal potem nadalje v mojem tekstu ta problem zajeti v zvezi z pojmovanjem državnosti. Torej, ne države, ampak državnosti. Torej, tudi številni drugi avtorji in tudi, kar lahko beremo v dnevnem časopisju in tako naprej, pogosto torej slišimo fraze kot ukradli so nam državo, torej obstaja potem opozarjanje na pomanjkljivosti pravne države, socialne države in tako naprej. Torej vse to so dejansko problemi, ampak tisti problem, ki sem ga tu skušal vzpostaviti kot ključnega, je sama forma državnosti, ki je tako od strani političnih struktur kot inštitucij, ki vstopajo pravzaprav, ki omogočajo delovanje države, in kar ni sam državna uprava, torej je zadeva taka, da se tu pravzaprav v pogledu razvijanja sama državnosti ne stopa ne samo korak naprej, ampak je to tako, kot da je to že doseženo stanje in nam za to ni treba več skrbeti. Posledica tega je, da prihaja do zamenjave pristopov k problemov, a pa celo do zamenjav samih problemov. Naj vam povem primer
s tem bom potem zaključil, lansko leto smo se skoraj pol leta tu na inštitutu ukvarjali s položajem slovenskega jezika na slovenskih univerzah, kjer so bili podani predlogi, podprti strani državnih inštitucij, univerz in tako naprej, da pravzaprav slovenščina kot univerzitetni jezik je nekako postala redundantna in da globalne razmere in vse drugo pač zahteva, da se ta jezik nadomesti. Jaz bi se lahko tudi strinjal, lahko bi se tudi odločil za te vrstne pač aktivnosti, saj polovico mojega časa porabim za take aktivnosti, ampak tu tisto, kar je mene presenetilo, je seveda je, da stališč na ravni državnosti ni bilo, mislim, da je bilo diskusije okrog 20, niti enkrat prepoznano, da gre tu za problem razvijanja državnosti, da to ni vprašanje, ki ga bomo mi kakorkoli razreševali. In recimo, to je problem, ki se še zmeraj povezuje s problemom nacionalne identitete. Kot da slovenščino danes rabimo za razvijanje, recimo, nacionalne identitete. To je nekaj, kar je bilo že doseženo. Nam se ni treba za nacionalno identiteto se danes boriti, je neke vrste primanjkljaj. Tisto, kar je, da bi ta problem uredili na ravni državnosti. Ne glede, kaj se narekuje in kakšne so razmere, moramo najti prijeme, se moramo spoprijeti s tem, da stopamo to na ravni državnosti. Jaz to sem navedel samo kot en primer, ampak mislim, da se podobno dogaja tudi na drugih področjih, kot je gospodarstvo in tako naprej. In to je eden od vidikov, ki mislim, da bo terjal še nadaljne premisleke.